Spoštovane in spoštovani, prisrčno pozdravljeni ob spominjanju 30-letnice sprejema 81 amandmajev k Ustavi takratne Republike Slovenije, katerih dosežek je določilo, ki je omogočilo prve večstrankarske volitve po drugi svetovni vojni, ki so vodile v pot demokratizacije. Leto 1989 je bilo gotovo eno izmed prelomnih let naše zgodovine, ne samo zato, ker je v tem času padla železna zavesa in so se totalitarni režimi rušili eden za drugim. Slovencem bo leto 1989 ostalo v spominu kot prelomno leto na področju demokratizacije, kar je pomembno vplivalo na osamosvojitveni proces, saj so bile ravno v letu 1989 jasno izražene zahteve, da želimo Slovenci živeti v samostojni in neodvisni državi Sloveniji, kjer ne bo kršenja človekovih pravic. Letos smo že praznovali 30-letnico Zbora za ustavo, 30-letnico Majniške deklaracije in 30-letnico zborovanja v podporo četverici JBTZ na Kongresnem trgu, kjer je bila Majniška deklaracija tudi prebrana. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je zavezano k obeleževanju dogodkov, ki so pomembni v času osamosvojitvenega procesa in demokratizacije. Na pogumno pot slovenskega naroda žal pogosto pozabimo. Tudi zato, da junaška dejanja osamosvojitve ne bi šla v pozabo, smo pred leti odprli Muzej slovenske osamosvojitve. Zato k uvodnemu pozdravu vabim podpredsednika Združenja VSO in udeleženca takratnega dogajanja, gospoda Francija Feltrina. Lep dober dan, spoštovane in spoštovani. Zbrali smo se zato, da bi slišali nekoliko iz prve roke, da rečem tako, od profesor dr. Šturma, kot zgodovinarja, ki je bil takrat, kot pravnika, ki je bil takrat prisoten pri sprejemanju teh amandmajev. Jaz sem prišel v politiko pozneje, 90. leta. Lahko vam povem, da ti amandmaji, po mojem prepričanju, so bili samo toliko, da so odškrnili majhno režo, da je takratna oblast, ki se je bala železnih zaves, ki so padale po vzhodni Evropi, da bi kakšna padla tudi na njih, naredili špranjo in dovolili večstrankarske volitve. Če bi bilo to res, kar je zapisano v teh amandmajih, potem
bi mi v Demosu imeli zelo lahko delo oziroma bi sprejemali vse po tekočem traku in bi osamosvojitev oziroma predpriprave za osamosvojitev Slovenije potekale po pravni poti zelo lahko. Takrat so bili sprejeti amandmaji 81 in najbolj mi pride na misel tisti amandma, ki je napisano, da Sloveniji dovoli, da se osamosvoji. Če se spomnimo, smo bili takrat pod Beograd in Beogradu so leta 1974 ta amandma črtali. Ni bilo več pravice do osamosvojitve oziroma do samostojne Slovenije. In tudi ta amandma je bil pač sprejet v Sloveniji in zato je samo senca oziroma izgovor današnjih levih sil, ki še vedno in starih, ki še vedno ponavljajo to, da so bili oni tisti, ki so pomagali osamosvojitev Slovenije. Prej sem se sprehodil po hodniku in sem bral izjave gospoda Kučana, takrat in pozneje, kaj je govoril. Niti ene izjave ni, ki bi bil on za to, da bi samostojna Slovenija nastala. Da so bili te amandmaji bolj pesek v oči javnosti, moram pa reči, da so bili vendar to, da je slovenska javnost, da smo Slovenci stopili skupaj tudi pri volitvah in je Demos zmagal 7 glasov večine, ne? Da smo potem osamosvojili Slovenijo, je bil to dogodek in tudi prispevek teh amandmajev, ampak vendar s težkim srcem so nam pustili, da to vemo, so leta 1992 vzeli tudi iz rok in postali gospodari do današnjega dne. Tako da komunizem ni mrtev. Komunizem je podtalno in njegovi akteri so še živi in zato še danes govorijo o tem, o stvareh, ki so jih oni delali. O tem, kar je pa Demos naredil in kar se je takrat dogajalo po sprejetih amandmajih, pa rajše molčijo. Ampak o tem sem prepričan, da bosta povedala moja dva sogovornika, profesor dr. Šturm in profesor dr. da pogledam priimek Jernej Černič, tako več o tem. Jaz pa lep pozdrav še enkrat v imenu Združenja VSO-ja. Hvala lepa. Ja, hvala VSO-ju, da mi je izkazal to zaupanje, da lahko kaj na svoj način povem. Jaz sem se zmeraj bolj počutil uvezani besedi in tudi, ko sem imel govore, sem napisal pesem in sem to povedal. Naključje je hotelo, oziroma naključje ni, da bom zdaj povedal 2 pesmi, ki se navezujeta na to, kar je gospod Feltrin povedal. Nekaj je govoril o tem sestopu z oblasti, se spomnite, kad so rekli, da pa mi blagovoljno se stopamo z oblasti, naj vam bo. Nič niso se stopili z oblasti, več v pesmi Bil je čas. Bil je čas, čas, ki je moral iz sence, ker se mu je iztekal čas. Bil je čas za nov čas, ker ta pred njim obsojen je bil na poraz. In stari čas umaknil se ni, ker bi vsaj malo premogel vesti. Ni res, da se stopijo čas domovini, zato ker bi s cvetjem poslal. Sestop je bil njega obstanek edini. Morda se je tudi Romunije zbal. In prišel je nov čas, prišel je na glas, ker starega je povozil čas. Ne? Hvala. V pomembnih zgodovinskih prelomnicah se je treba odločiti. Včasih se odločiš prav, včasih narobe. Hipno včasih zgodovino pišejo zmagovalci,
čez več, po nekem konkretnem obdobju, pa se lahko vrednoti tudi drugače. Naj vam povem zelo jasno, eni so bili takrat proti, eni so bili za. Če so bili za, če so hoteli sestopati, zakaj so čakali do leta 89? Zakaj niso sestopili z oblasti leta 65, 70? Jaz verjamem, da so bili prepričani v to, realno, da bo njihov čas vladal večno. Demos je tvegal. Po bitki so radi vsi generali, v prvih so vrstah, a z luknjo v spominu pozabljajo, da so zavore držali, medtem ko so stopali drugi po plinu. Presneto nerodna je ta amnezija, medtem ko še včeraj si drl se proti. Ko vidiš, kako se zadeva odvija, naenkrat pozabiš, da bil si v zmoti. Nič hudega, vendar je treba priznati, kako so takrat se razpletale niti. In kdo je do zadnjega čakal pred vrati, preden se sploh je odločil vstopiti. Kdo bil takrat je za novo državo? Čigavi nameni bili so res čisti? Kdo le za sanje prodajal je glavo? Demos je tvegal in ne komunisti. Hvala. 23. februarja 1989 7 slovenskih društev in organizacij ustanovi Zbor za ustavo, ki v naslednjih mesecih pripravi vrsto predlogov za spremembo slovenske ustave. Z velikim veseljem danes v svoji sredi pozdravljamo predstavnika mlajše generacije pravnikov, dr. Jerneja Letnarja Černiča, izrednega profesorja za pravo človekovih pravic na Novi univerzi, ki ga tudi vabim k besedi. Hvala lepa za povabilo. Res je čast mi je, da sem tukaj. Še posebej rad vidim, da obstaja muzej, ki zabeležuje slovensko osamosvojitev in upam, da bo enkrat ta muzej se iz zasebnega tudi prelevil v javnega. Danes smo se tukaj zbrali, da zabeležujemo to 30-letnico sprejema ustavnih amandmajev k nekdanji ustavi Socialistične republike Slovenije. In v bistvu ti amandmaji so v bistvu načeli, oziroma naznanili počasi razkroj nekdanjega sistema, nekdanjih mračnih časov, orwellskih časov, kjer so bile sistematično kršene človekove pravice, temeljne svoboščine, kjer smo imeli namesto vladavine prava državo, ki je uporabljala pravo za vladanje, kjer ni bilo ločnice med različnimi vejami oblastmi, kjer mediji v bistvu niso bili mediji, temveč neka izpostava takratne oblasti. Se pravi, takrat smo nekako odhajali iz mračnih časov v upanju, da bomo zaživeli ne samo v samostojni državi, temveč tudi demokratični državi. Ker ne smemo pozabiti, veliki del teh amandmajev izpred 30 let vključuje vrsto človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so bile potem povzeta v Ustavo Republike Slovenije, ki še dan danes velja. Seveda v teh časih, kaj se je zgodilo v teh 30 letih? Vse te vrednote, ki smo jih zapisali v tem amandmaju, potem v Ustavo Republike Slovenije, seveda obstajajo na papirju, vendar naša ustavna demokracija je le v formi. V bistvu te vrednote niso bile ponotranjene, odvisne so predvsem od tega, kakšna je vsakokratna oblast. Imamo zakonodajno vejo oblasti, ki ne spoštuje odločbe Ustavnega sodišča, pa ne samo te, veste, o financiranju javnih programov v zasebnih osnovnih šolah, še ostalih 13, ki čaka, da bodo uresničene. Imamo izvršilno vejo oblasti, ki dobro ne razume, kaj pomeni vladavina prava. Vladavina prava kot neko orodje za omejevanje moči trenutno vladajoče izvršilne veje oblasti. Imamo nek medijski prostor, ki ga nadzira politika in na časniškem področju 2 gradbeni podjetji. Imamo sodstvo, kjer večina običajnih ljudi še težko verjame v pravico do poštenega
sojenja, kjer tiste sodnike, ki si upajo kaj povedati v javnosti, etična komisija potem označi za izobčence in jih preganja in jim grozi z disciplinsko odpovedjo zaposlitve. Imamo ustavno sodišče, ki je seveda v prvem mandatu, kjer je tudi sedel sodnik Šturm, naredil velik korak pri normalizaciji vladavine prava in varstva človekovih pravic. Danes pa to isto ustavno sodišče omejuje dostop do ustavne pritožbe, se sprejema samo nekaj odstotkov vseh pritožb v disciplinsko obravnavo, ki pride vsako leto na ustavno sodišče. Se pravi, današnja realnost, če smo prej rekli, da so te ustavni amandmaji bili sprejeti nekako v upanju, da bomo dobili našo državo, pa potem tudi demokratično državo, danes pa se zdi, da se vračamo k tem mračnim časom, da se vračamo k enotnosti oblasti. Težko da danes rečemo, da obstaja tudi v praksi delitev oblasti na sodno izvršilno in zakonodajno, če ljudje iz Vrhovnega sodišča Republike Slovenije enostavno prihajajo na Ministrstvo za pravosodje tukaj daleč stran tukaj, kjer zakonodajna in izvršilna veja oblasti sta popolnoma zlizani, kjer mediji ne opravljajo svoje vloge, še tistega ubogega novinarja, ki pa si upa kaj povedati, potem si mainstream mediji želijo uničiti. Tako da časi niso ravno dobri. Vendarle pa upanje je za vse nas, se moramo odločiti, ali bomo živeli v državi, kjer nekaj damo na vladavino pravo in na človekove pravice, ali pa raje bomo živeli v neki državi, tipa Belorusije, Turčije in tako naprej, kjer imajo morda dokaj visok življenjski standard, lahko pa sanjajo o državljanskih političnih pravicah in vladavini prava. Seveda, vse to je pa odvisno od nas. Naša država, predvsem ta ustavna demokracija, bo preživela samo, če bodo naše institucije močne in če bomo ponotranjili to vrednoto vladavine prava, da bomo omejevali moč neformalnih omrežij pri upravljanju za državo. Tako da ta današnja 30-letnica je v bistvu pomemben dogodek, hkrati pa tudi opozorilo za naprej, da moramo zelo resno pristopiti k stvari in se končno boriti, kot je Pučnik rekel, za slovensko stvar. Slovensko stvar pa, kot jaz razumem, to so vrednote ustavne demokracije in vladavine prava. Hvala lepa. Ja. Prihajam z RTV Slovenija. Samo povem, ni treba se do tega opredeljevati. Spet se bom navezal na to, kar je profesor Letnar Černič povedal. In v trenutku sem zamenjal eno pesem, ki morda ne sodi neposredno in vsebinsko na ta dogodek, ampak tisti dnevi, tisti meseci v koncu in začetku 90 let so pripomogli, da je poleg nacionalne samobitnosti, da smo dobili, ohranili, da smo lahko ponosni na slovensko besedo. Slovenska beseda je danes enakopravna v družbi evropskih jezikov, najmanj se to zavedamo doma. Jaz prihajam tudi z avtorskih glasbenih voda in zelo žalostno, kar se na tem področju dogaja. Napisal sem eno hvalnico slovenskemu jeziku, ki je tako lep, ponuja širino izraznega bogatstva, ponuja mehkobo, ni trd in tok, ampak dajmo ga negovati. Če ne bi bilo tistih dogodkov pred 30 leti, bi danes govorili v jeziku, kot ga govorijo tisti, ki obvladujejo sceno v Sloveniji, hotele, da ne rečem še kaj, ampak mi se ne damo. Beseda slovenska. Beseda slovenska ni trda in toga, da jezik bi lomil vse, ko jo izreče
nasprotno, je mehka kot božal bi koga in z usnic kot žametna reka tiste. Za smeh in za solze bila je rojena, za ogenj in led in za tisto ostalo. Ušesa poboža tako kot nobena in čustvom brezmejnim odpira padalo. Preprosta je, hkrati pa silno bogata, poda se gospodi, beraču in kmetu, odpira še neizrečenemu vrata, ponosno postavljamo, z njo se po svetu. Branimo nje sonca mehkobo in žamet, da ne bi se slabega kaj izgodilo, da ne bi prepozno nasrečala pamet, potem ko bi kdo jo izrinil na silo. Še en omaž človeku, ki bi moral, morda tudi združuje Slovence, ki ga omenil tudi gospod Letnar Černič, ki je svoje postoril in prehitro odšel. On si je upal. On si je upal in trnil navzlic ga notranji klic, pognal je državo graditi. On si je upal in ni spraševal, če čas je ta prav, da končno presekamo nit s prejšnjo državo, ko zvezda zastavo krasila je rdeča, ki mnogim nesreča in žalostna slika bila je velika. A on si je upal. Po mizi je udaril, dovolj, je zavpil. Saj narod slovenski ne bo dovolil, da bi še naprej teptali mu sanje, in ker brezpogojno zaupal je vanje, je naroda hčere pognal in sinove, in z njim odklenili so temne okove. Ko svoje postoril je, zdi se prerano, od niti odločanja vzel je slovo. Vendar največji, kot dobro je znano, tlakujejo pot in dalje gredo. Doktor Jože Pučnik. Spomladi 1990 so potekale prve večstrankarske volitve po drugi svetovni vojni, ki pomenijo formalno vzpostavitev demokratičnih političnih struktur. S sprejemom ustavnih amandmajev se postavi ustavne podlage za prehod v parlamentarno ureditev. Dame in gospodje, današnji slavnostni govornik je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, diplomirani pravnik in minister za pravosodje 8. vlade Republike Slovenije, dr. Lovro Šturm, ki ga vabim k besedi. Lepo pozdravljeni. Hvala tudi za povabilo, ki sem se mu odzval z veseljem. Ko se danes po 30 letih oziramo na sprejem slovenskih amandmajev, temu je danes posvečeno današnje zborovanje, se je treba ozreti ne samo na sam potek sprejemanja teh amandmajev, ampak tudi na zgodovino ustavno-pravnega urejanja in prehajanja iz enega ustavnega sistema v drugega in seveda tudi v druge zgodovinske razsežnosti, ki so se dogajale v takrat nemirnih letih, ki so se začeli nekako 1988 in potem, kot vidimo, kar veliko tega dosegle tudi v naslednjem letu, v letu 1989. Če se najprej ustavimo pri poteku ustavne preureditve naše države, Republike Slovenije, seveda ne moremo mimo prispevkov za slovenski nacionalni program. Omenili ste že, da je o tem in tudi o naslednjih prispevkih, o katerih bom zdaj le še spregovoril,
že tekla razprava na tem mestu. Vendarle naj povzamem na kratko. Prispevki za slovenski nacionalni program, ki so bili objavljeni v Novi reviji leta 1987, so seveda pomenili bistveno spremembo in začetek popolnoma novega pogleda na to, kakšno ustavno ureditev Slovenci pričakujemo in kako zagotoviti Slovencem končno lastno državo oziroma državo slovenskega naroda. V naslednjem letu 1988 je bila na podlagi prispevkov za slovenski nacionalni program že pripravljena tako imenovana pisateljska ustava, ki je seveda pravzaprav vsebovala bistvene sestavine, ki so jih kasneje povzeli tudi ustavni amandmani, o katerih danes govorimo. V letu 1988 so potekali, kot vsi vemo, tudi številni burni politični dogodki. Prišlo je do aretacije četverice, prišlo je do vsesplošnega ljudskega protesta, prišlo je do ustanovitve odbora za varstvo človekovih pravic, ki je na Kongresnem trgu v Ljubljani zbral nesluteno množico ljudi in tedanjim oblastnikom so se začele tresti hlače. Od takrat naprej je seveda bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo prišlo do sprememb. Toda zelo počasi, kajti temu so se, kolikor se je bilo mogoče, upirali. Ni šlo tako enostavno. V letu 1988 je tudi takratna skupščina imenovala nek poseben odbor, katerega član sem bil tudi sam, za preiskavo ozadja in okoliščin procesa proti četverici v Ljubljani. In takrat smo nekateri pravniki v tem odboru, to sta bila poleg mene še Tonija Rovšek in Matevž Krivic, seveda temeljito prebrskali tisto dokumentacijo, ki so nam jo dali. Vse nam je seveda niso dali, so jo prikrili, ampak že iz tistega, kar smo dobili, je bilo mogoče ugotoviti nekaj izjemno osupljivih dejstev. Eno med njimi je bilo to, da je v Sloveniji in v Jugoslaviji obstajal poseben vzporedni sistem tajne zakonodaje, da je bil lahko obsojen po zakonih, ki jih je bilo prepovedano poznati, ki so jih takrat poslanci oziroma delegati sprejemali v skupščini, prinesli so jim papirje na mizo, glasovali so, potem so pognesli papirje in jih nikdar več niso smeli videti. Obstajal je tajni uradni list, ki je bil vsega skupaj natiskan v nekaj 10 izvodih. V Sloveniji je bilo seveda nekaj prejemnikov tega tajnega uradnega lista. To je recimo že takrat prišlo na dan. Na dan je prišla tudi pretirana vloga vojske in seveda pretirana vloga takratne komunistične tajne policije, UDBE. V takratnem odboru smo kar poklicali na zaslišanja tudi UDBovce, ki so z veliko nevoljo prišli in to je že kazalo, da se nakazujo novi časi. Marsikaj smo takrat odkrili, večino pa ne, kajti glavnih dokumentov seveda niso pokazali, so se pa seveda razkrili kasneje, to je bil tako znani tacenski sestanek in zapisnik in v tem so kasneje bili objavljeni tudi ustrezni dokumenti in ustrezna bibliografija. Tako da se s tem več ne bi ukvarjal. Vendar je tudi spremljanje delovanja tega našega odbora, tudi televizija je v njem poročala, je vzbudilo takrat splošno zanimanje. Mimogrede, nek medklic. Na televiziji danes nikjer ne najdejo takratnih posnetkov. Pravijo, da jih ni. Zginili so. Ko smo mi zasliševali Frumna in druge takratne uslužbence notranjih zadev in seveda državne varnosti, so takrat objavili te posnetke in ljudje so jih lahko gledali, vendar zdaj jih ne boste našli nikjer. Menda jih ni ali so zginili, bomo videli, kaj bo pokazal čas, če se bodo morda nekoč še kje založeni našli. Upam, da se bodo. No, vrnimo se pa zdaj na
samo leto 1989, da umestimo dogajanja v zvezi s sprejemanjem ustavnih amandmajev in posledično s sprejemanjem zakonov o volitvah v takratni zgodovinski kontekst. Ker je bilo takrat zelo burno leto, sem si vendar nekaj podatkov izpisal, vsega le ne morem vedeti na pamet, in mi dovolite, da se ozrem nekoliko na to, kar sem si napisal. Torej, že marca leta 1989 so bile prve svobodne volitve v vzhodnem bloku. Kaj mislite, kje? Ne vem, če boste uganili, ampak bile so v Sovjetski zvezi. Zmagal je Boris Jelcin. In to je seveda bil signal, ki je pomenil zelo veliko za vse nekdanje komunistične oblastnike. Kaj pa se dogaja v Sovjetski zvezi? In na to je sledil že aprila zgodovinski sporazum na Poljskem, na okrogli mizi, dogovor o volitvah. In kasneje, junija, v začetku junija, so bile na Poljskem prve volitve in na njih je zmagala Solidarnost z velikansko večino. Torej, drug, bom rekel, šok ali stres za takratna komunistična vodstva vse povsod v vzhodnem bloku, vključno seveda tudi v Jugoslaviji in tudi v Sloveniji. Ne? Potem 19. avgusta je prišlo do dogodka, da je Madžarska odprla mejo z Avstrijo ob nekem skupnem madžarsko-avstrijskem dogodku in številni udeleženci tega dogodka iz vzhodne Nemčije so to izkoristili in so prebegnili takrat iz Madžarske v Avstrijo. Tudi pomemben dogodek, ki je naznanil spremembe. 10. septembra, to je bilo tudi še pred sprejemom teh amandmajev, je pa Madžarska popolnoma odprla del meje z Avstrijo in tudi tisoči Nemcev so takrat odšli na zahod. V ta kontekst padajo zdaj 25. septembra amandmaji k slovenski ustavi. Prikazal sem ustavni pravni kontekst in dogajanja v sami Sloveniji, prikazal sem tudi širše delovanje, ki je vplivalo od zunaj v mednarodnem okolju na slovenska notranja dogajanja. Te amandmaje dan danes lahko ocenim kot neke sopotnike k procesu demokratizacije Slovenije. Povedal bom delne in bom tudi povedal, zakaj delne. Med temi, kar je bilo v teh amandmajih napisanega, je pravzaprav najbolj dragoceno to, čemu treba dati priznanje, da poudarjeno govorijo, ampak zato, ker je bilo takrat to splošno prisotno med ljudmi, vse povsod zelo izrazito, o pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Takrat, kot vidimo, je celo tedanja komunistična oblast med drugimi amandmaji to izrecno podprla in poudarila. Dan danes je taka trditev skoraj da neprimerna in bi bila označena za nacionalizem, za nekaj, kar je politično korektnega. Vendar takrat, vidite, smo bili Slovenci pa glede tega enotni. Slovenija potrebuje državo slovenskega naroda in na vse zadnje. Kaj pa bi bili, če ne bi bilo slovenskega naroda? Saj potem sploh ne bi imeli lastne države? Gotovo, da ne. Del Slovenije bi bil pod Italijo, del bi bil pod Avstrijo. Saj to je popolnoma razumljivo. Če ne bi bilo tukaj Slovencev in slovenskega naroda. Zato Slovenija je država slovenskega naroda in to je, hvala Bogu, napisano tudi v sedanjo ustavo in je neločljiv sestavni del te ustave. Čeprav so že tu prisotna prizadevanja, da bi to ključno dikcijo spremenili in jo na tak ali drugačen način relativizirali in razvrednotili.
Tako da v tem pogledu tem ustavnim amandmajem priznavam res neko pomembno vlogo, ne ker bi oni edini to trdili, ampak ker so spoznali, kaj smo takrat želeli in ugotovili vsi v tem procesu. Ustavni amandmaji, pazite, še vedno je bilo govora o socialistični republiki, pa so obdržali nekatere značilnosti nekdanjega sistema, ki so kasneje odločilno vplivali tudi na izvedbo zakona o volitvah, na sprejem zakona o volitvah in potem tudi na sam potek volitev in na vso nadaljnjo usodo na Slovenskem. Takoj bom povedal, zakaj. Ustavni amandmaji so obdržali takratno čudno strukturo zborov Republiške skupščine. Republiška skupščina, veste, socialistična, je v nekem trenutku štela celo 5 zborov. Potem so spoznali, da je 5 pa absolutno nonsens, in so šli na 3 zbore. Zbor občin, družbeno-politični zbor in zbor združenega dela. Zbor združenega dela je seveda konstrukt, ki ne sodi v sodobno demokratično družbeno ureditev, ampak tega zbora pa niso črtali. Ta zbor je pa ostal. Ustavni amandmaji se ga niso dotaknili. In ker se ga niso dotaknili, se je seveda tudi zakon o volitvah, ki se je vlekel, veste, ta zakon o volitvah se je vlekel in vlekel. To so bila pogajanja s Demosom, z opozicijo, ni šlo nikamor, čeprav je med tem že, pazite, 9. novembra padel Berlinski zid, so bila pogajanja v teku, smo šli kar naprej in ni šlo nikamor, dokler niso po kratkem postopku v Romuniji čez noč ustrelili oba zakonca Ceausescu. Takrat je pa v hipu vse popustilo in je bil zakon o volitvah takoj lahko sprejet v Republiški skupščini. Takrat so se pa tedanji oblastniki temeljito ustrašili, so rekli, zdaj pa gre lahko zares. Ampak ta zakon o volitvah je ohranil zbor združenega dela in veste, ohranil še nekaj. Ohranil je eno izrazito diskriminacijo med nekdanjimi družbeno-političnimi organizacijami, ki so se vse pretvorile v nove politične stranke, in novimi političnimi strankami. Katera je bila ta diskriminacija? Zato moram pa nekoliko poseči še v neka druga dogajanja, ki so se takrat tudi dogajala v Jugoslaviji in seveda tudi v Sloveniji in na katera smo bili takrat premalo pozorni, vendar jih je danes po 30 letih, jih je pa mogoče umestiti v pravilen pravno-zgodovinski kontekst. Glejte, če se še nekoliko spominjamo časov v recimo 70. in 80. letih, zlasti v drugi polovici 70. let in v 80. letih, je prišlo do uvedbe tega, čemur je ustavni sistem rekel uvedba delavskega samoupravljanja in tako imenovane svobodne menjave dela. Vendar je ves ta sistem, ki je bil takrat predstavljen, je seveda temeljil na nekaterih stranskih dokumentih, ki so ves samoupravni sistem preoblikovali tako, da je deloval izključno pod kontrolo in pod vodstvom takratnega edinega političnega dejavnika, to je bilo Zveze komunistov, se pravi partije. V zakonu o združenem delu, ki je urejal področje tega, čemur danes pravimo gospodarski sektor, pa tudi v zakonu o svobodni menjavi dela, ki je urejal področje tega, čemur danes pravimo javni sektor. To, ker ni gospodarstvo, ker je javni sektor.
je bilo vse skozi utkana bistvena prisotnost Zveze komunistov in odločena o najbolj ključnih zadevah. Kako se je to zgodilo? Podlaga za to je bil tako imenovani družbeni dogovor o kadrovski politiki, ki je bil seveda objavljen v uradnem listu, ga je zelo enostavno slediti. Ta družbeni dogovor o kadrovski politiki je seveda povedal, da morajo na vodilne položaje priti samo tisti, ki so družbeno-politično primerni, to je bil splošni pogoj, konkretni pa, da je za vodstvena mesta v posameznih, recimo, podjetjih, tovarnah, zdravstvenih zavodih ali kjerkoli, je lahko prišel samo tisti, ki je izpolnjeval pogoje iz postopka, ki ga je določil družbeni dogovor o kadrovski politiki, ki se je formalno odvijal preko takratne socialistične zveze delovnega ljudstva, dejansko pa so v tem praktično sklepali na partijskih komitejih, oziroma zelo verjetno mnogo, ki je tudi pod vplivom takratne njihove politične policije Udbe. Kadri, ki so zasedali ta položaja, te položaje so bili na podlagi tega družbenega dogovora pač skrbno preverjeni in so lahko postali direktorji, ravnatelji šol, direktorji podjetij in tako naprej. Toda, veste, partija in kljub temu, da je šlo za preizkušene kadre, jim ni povsem zaupala. Kajti spomnim se, kako so v 70-ih letih začeli partijski govorci omenjati tako imenovane odtujene centre moči. Vsi smo gledali, kaj tu neki je. In seveda pokazalo se je, da so s tem mislili nekatere gospodarstvenike, zlasti tiste v večjih podjetjih, ki so morda včasih začeli razmišljati za svojo glavo, to pa partiji ni bilo všeč. Zato je partija sklenila izvesti temeljito reorganizacijo in jo tudi je izvedla v 70. in 80. letih na podlagi zakona o združenem delu. Podjetja je razbila. Podjetja, če so bila večja, so morala biti razbite v tako imenovane temeljne organizacije združenega dela, ki so se popularno imenovali TOZDI, sam postopek se je pa imenoval tozdiranje in mnogi pravniki, ki so vodili te postopke, so kar dobro zaslužili s tem. Direktori so najemali pravnike in so rekli, imam pravnika zato, da mi fura samoupravljanje. To je bil takrat splošen termin. Ampak, veste, v vsakem tozdu je bila pa osnovna organizacija Zveze komunistov. Torej, vsaka partijska celica. Na drugi strani je pa zakon o združenem delu formalno dajal delavcem pristojnosti. Formalno. Preko delavskih svetov, preko zborov delavcev in, kar je zelo zanimivo, preko nekega skrivnostnega organa, ki se je imenoval samoupravna delavska kontrola, ki je redko kdaj nastopil, vendar je imel neizmerna pooblastila. Lahko je v trenutku odstavil direktorja in prevzel vodenje podjetja. Ni treba seveda odveč bi bilo razlagati, da ti člani samoupravne delavske kontrole so bili najbolj preverjeni in je seveda tista osnovna organizacija Zveze komunistov, partijska, je skrbela tudi za pravilno sestavo delavskega sveta, ki so potem tudi vplivali, če je prišlo do zbora delavcev, da so bili tam sprejete prave odločitve. Vendar, veste, vsi ti organi so kot neki notranji partijski organi bedeli nad direktorjem. In direktorji so seveda dobro vedeli, da morajo paziti, da ne bodo kjer ravnali, ker bi bilo nasproti za stališči in za direktivami partije. Toda leta 88 in 89, ko smo mi tudi takrat pri Demosu vsi zagnani gledali, bom rekel, moderne ustave in skušali najti ustrezno moderno ustavno ureditev za Slovenijo, so pa seveda tisti, ki so vedeli, da je v gospodarstvu velika realna moč,
zelo skrbno pripravljali korake za tranzicijo. Videli so, da je sprememba družbeno-političnega sistema neizogibna in da se temu ni mogoče ogniti. Toda gospodarsko tranzicijo so prilagodili po svoje. In ta prehod je bil, gledajte, takšen, da so s postopnim ukinjanjem, veste, določil zbora v združenem delu, ukinjali te ključne pristojnosti teh kontrolnih organov in mehanizmov v podjetjih. Ukinjali so pristojnosti zborov delavcev, delavskega sveta in seveda na koncu tudi samoupravne delavske kontrole. In ko je Demosova vlada prevzela svoje prerogative, vseh teh organov v podjetjih, pa tudi druge v zavodih, ni bilo več. Toda, ostali so pa tisti, ki so bili direktorji in ravnatelji, ki so bili pač izbrani po skrbnem postopku, ki so nenadoma imeli izjemno velika pooblastila. Izjemno velika pooblastila, praktično so razpolagali s tem premoženjem in začeli so postopek prve divje privatizacije, ki so mu kasneje sledili še drugi. Res je, da so pri tej prvi divji privatizaciji so se najbolj okoristili lahko tisti direktorji, ki so načelovali ne prevelikim podjetjem. Kajti veste, večje gospodarske združbe so bile v tedanjem zapletenem gospodarskem sistemu oblikovane tako, da so se podjetja, ne vsa, ampak nekatera pa, združevala v tako imenovane sestavljene organizacije združenega dela. Ali takrat so temu rekli sozdi. Toda pri sozdih je bil nek problem, ki je partiji zadal preglavice. Sozdi niso bili lastniki sredstva. Sredstva so ostala pri tozdih ali še pri samih delnih organizacijah, v katerih so bili tozdi. Zato so s kasnejšimi manevri, še pod Drnovškovo vlado, so dosegli, da so ta sredstva prešla v vrh sozdov, da so potem te sozdi preoblikovali v tisto, čemur dan danes rečemo veliki sistemi, in preostanek teh velikih sistemov, recimo Gorenje, Mercator pa podobno, to je tisto, kar je nastalo iz teh nekdanjih sozdov in kamor seveda Demos nikdar in demokratična tranzicija nikdar ni mogla poseči in tudi ni posegla. To je bilo takrat nemogoče in nedosegljivo, ker takih vzvodov za to ni imela. No, zdaj se pa še enkrat vrnem k volitvam. Prej sem povedal, da je bil ta zakon o volitvah diskriminatoren do novih političnih strank. Zakaj? Glejte, povedal sem, da je v vseh tako imenovanih temeljnih organizacijah združenega dela, v tozdih in v drugih osnovnih enotah, v gospodarstvu in drugje, v javnem sektorju, v zdravstvu, v šolstvu, tudi na sodišču, povsod so delovale osnovne partijske celice, temeljne organizacije Zveze komunistov. Poleg njih pa še mladinska organizacija, pa sindikat, pa to ne. Glejte, in zakon o volitvah je določal, da politične stranke ne smejo delovati v teh pogojih, v gospodarstvu, bom rekel, in v javni sferi, pravilno, ampak je pa dodal en mali stavček. Z izjemo dosedanjih organizacij, ki pa do prvih volitvah pa lahko v njih nemoteno nadaljujejo svoje delo. Kaj to pomeni? To pomeni na eni strani popolno diskriminacijo novih političnih strank, ki jim onemogočaš delovanje, ki je že itak izjemno težavno priti recimo v neko podjetje. Že sam obstoj, sem rekel, zbora združenega dela je pomenil v bistvu protidemokratično varianto in neko temeljno oviro za nadaljno demokratizacijo. Če pa še prepoveš novim strankam delovanje v teh oblikah, potem
pa seveda takratnih volitev ni mogoče označiti za poštene. Zato jaz sam te volitve ocenjujem, bile so demokratične, lahko smo demokratično nastopali, demokratične so bile, vendar bile so tudi svobodne, nikoga se ni takrat sililo tako ali drugače, vendar pa niso bile poštene. Še en drug moment je bil tudi, da niso bile poštene. Volilni odbori so bili vsi imenovani že prej. In so bili pravzaprav volilni odbori, ki so delovali tudi že na prejšnjih volitvah. Nove stranke so lahko imenovali samo svoje zastopnike, ki so lahko na dan volitev bili prisotni pri volitvah. To, da že pri štetju glasov se je pa že staknilo, pa jih že niso pustili zraven. Tako da to je še en drug moment, ki tudi opozarja na nepravilnost v samem postopku. Toda glavna diskriminacija je pa ta, na katero sem opozoril. Prvič obstoj zbora združenega dela in drugič prepoved, to, da niso prepovedali delovanje tudi starim političnim organizacijam v tem sestavu. Rezultat je seveda bil takšen, kot so pravzaprav pričakovali tisti, ki so tako zvito to pustili v ustavi, prav v teh ustavnih amandmajih, ki se tega niso lotili, o teh, o katerih danes govorimo, in posledično v zakonu o volitvah. V zboru združenega dela je takrat Demos dobil slabo tretjino. Splošno razpoloženje volivcev v Sloveniji v takrat je bilo, da je bilo najmanj 70%, če ne 75% ljudi je bilo za Demos. In to se je ustrezno, pravilno preslikalo v sestavi družbeno-političnega zbora in v sestavi zbora občin, ni se pa preslikalo v sestavi zbora združenega dela. Zaradi tega je imel Demos, če seštejemo vse tri sestave, seveda skromno večino, nekaj poslancev, 7 poslancev, in zaradi tega so bili, veste, vsi najnujnejši, najpotrebnejši zakoni za realno osamosvojitev v letu 1990, v prvi polovici leta 1990, sprejeti za minimalno večino glasov. Komaj da so šli skozi. Sam proračun, ki je seveda omogočil tudi sredstva za vojsko, potem zakon o ljudski obrambi, zakon o splošni ljudski obveznosti, veste, vsa opozicija je bila proti. Vsi so glasovali proti. In če takrat glasuješ proti, če to ne bi bilo sprejeto, nasvidenje osamosvojitev Slovenije, ne bi bilo tega. Zato naj strnem še s tem, če se nekoliko, da še naprej ozrem na sam plebiscit, ki je o neodvisnosti, ko govorijo, da je bila enotnost za plebiscitu dosežena. Ja, bila je med ljudmi. Ljudje so bili vsi takrat za osamosvojitev in za samostojnost Slovenije. Politične stranke so pa bile zanj zlasti tiste v opoziciji s figo v žepu. Realno niso bile, ker so kasneje pokazale pri samem glasovanju v takratni skupščini pri ključnih zakonih pred samo osamosvojitvijo. No, ampak na srečo se je izteklo, osamosvojili smo se in imamo državo slovenskega naroda. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za to tako slikovito pričevanje iz prve roke. Prav bi bilo, da bi ti spomini prišli tudi v množične medije. Saj ti spomini niso navijaški, so samo odsev poslikava dejanskega stanja, kar se je dogajalo. Dobili smo
državo slovenskega naroda, dobili smo domovino, ki sem jaz napisal eno pesem. V trenutku sem se vprašal, kaj je to domovina, če bi s tremi besedami se spomnil. Lahko, ampak v tistem trenutku je bila to roža, mati, knjiga. Ker veste, eno je domovina, drugo je pa država. To sta dve različni stvari. Domovina je kot roža, ki vznesena k nebu moli, ki svetovite poboža, da ljubiti ti dovoli, in ko lačna zdi se duša, jo nahrani sončno svilo, če srce jo le posluša, se bo dobro mu godilo. Domovina je kot mati, ki navdih je za življenje, ki ne pušča te pred vrati, ko greš v lov na hrepenenje. In kako maj najdeš smisel, da ne greš za polno luno, njena božajoča misel zaigra na pravo struno. Domovina je kot knjiga, ki modrosti v sebi skriva, kadar padaš, spet te dviga, bolj umiraš, bolj je živa. In ko z njo si sklenjen v krogu, kar je slabo, prej izgine. Ko te pelje v večnost k Bogu, preseli se med spomine. Teh pesmi se naužite ali pa pokritizirate, ne boste jih najdli v knjigarni. Prva zbirka je še bila, ampak nekje daleč nismo mogli priti do nje, ni bilo na Miklošičevi v izložbah, ampak če si vedel za njo, je prodajalka nekam šla in potegnila. Ni je tudi v šolskem sistemu, se pravi, da je neke vrste v bunkerju, zato mi je veselje, da lahko na tak način pridejo pesmi med ljudi. Slovenska pomlad. Lepa je zima kot pravljica snežna, boža poletje prek vonja livat. Pisanih barv jesen je deležna, a najbolj očara slovenska pomlad. Ta nam na novo je upanje vlila, šla skozi viharje nabrušenih kos, vetru sprememb je razširila krila in izklesala brezmejni ponos. Pomlad ne zamuja, pomlad vedno pride, ko čakaš nestrpno odprtih rok. Počakat se splača, saj več ne odide, po svetlih poteh njen odpelje te tok. In ta najde ročbo in naj ne omaga, ker sad je poguma in upanja sad. Predraga je cena bila, predraga, zato verjemimo v slovensko pomlad. Spoštovane in spoštovani, prišli smo k koncu današnje obeležitve in zato naj se na koncu zahvalim pesniku in velikemu domoljubu Igorju Pirkoviču, ki je z umetniško besedo danes povezoval dogodek. Iskrena hvala za prisrčne besede domovini na čast, s katerimi bomo tudi zaključili današnji dogodek. Hvala lepa vsem za obisk in lahko noč. Katera je najljubša pesem, težko reči, se veste tisto, kateri je najljubši otrok. Ne? Jaz jih zdaj 8 sem jih prebral, v tej knjigi jih je še 40. V glavnem, če bo kdo želel, on tam zadnje tudi podpisal. Namreč, domovina je, kaj je domovina? Domovina so rame očeta in mame. Je gnezdece pravo, je streha nad glavo, je iskra, ki vname se zate in zame, so strune kitare, za šlagerje stare, je voda v puščavi in čaj, ki pozdravi vse hibe probleme, brez vsake izjeme, je bunda za zimo in pesem, ki zrimo, spomine poboža, da vzpnejo kot roža, se tja, kjer jih zvezda, kot ptiček iz gnezda počaka predano, da s tabo in z mano pripravijo polje za njeno vesolje, za danes, za včeraj, za jutri, za zmeraj, je oče, je mati, ki nikdar pred vrati nikogar ne pušča, ki pride brez trušča,
za hčere, sinove, za svoje rodove živi in kljubuje, da ne bi na tuje nas pot odpeljala. Slovenija, hvala. Zdaj pa še ena, nikoli je nisem bral, nekaj pesmi o glasbenih, ta tudi med drugim, morda jo poznate, da preberem samo verze. Za Slovenijo živim. Pesem je nastala leta 2002, ko sem bil na veleposlaništvu v Sarajevu in mislim, da slovensko društvo Cankar vzelo za himno slovenske mladine v Bosni in Hercegovini. Danes pa jo tudi slišite na kakšnih preditvah. Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker potihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma, ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Starši govorili so, če bo šel od tod, vedi, tu te čakamo, tu živi tvoj rod, kjer se Jadran z Alpami spleta v Mavrico, tam ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Za Slovenijo živim, zame je edina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, njen me vodi tok, čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot je rekel že gospod Pirkovič, zadaj so na voljo knjige in za skromen prispevek 15 € jo lahko danes dobite. Avtor pa vam bo tudi podpisal. Hvala lepa.